Rit Slovenska Bistrica je v sredo v centru Vintgar pripravil tradicionalno skupno novinarsko konferenco. Zbrane je uvodoma pozdravil vodja centra Anže Kapun. Sicer pa so organizatorji podrobneje predstavili letošnjo prireditev Podobe bistriških domačij. To je že 28. Podobe bistriških domačij, ki bodo tokrat potekale v soboto 6. septembra na parkirišču pri Bistriškem parku. Se pravi, bistvena razlika glede na pretekla leta je, da letos gre za enodnevni dogodek, ki pa nikakor ni vsebinsko okrnjen, ampak je na nek način kombinacija siceršnjih dogodkov, ki so bili v 2 dnevih, dejansko pa s to razliko, da strokovnega posveta pa letos ni. Se pravi, zakaj se tudi letos udeležiti podob? Iz razloga, ker bo pestro, iz razloga, ker se bo dogajalo, iz razloga, ker bo dišalo. Ker bodo tudi letos članice Društva kmetic prodajale pekovske izdelke, ker bodo tudi letos pripravljene dobrote iz kotličkov, ker bodo tudi letos v velikem številu nastopili in se predstavili rokodelci, ker bodo tudi letos zeliščarji, ker bodo tudi letos potekale aktivnosti, ki jih bodo predstavili člani turističnih društev, ker bo tudi letos Bistriški grad imel dan odprtih vrat, ker bo tudi letos razstava nagrajenih kruhov potic, se pravi, bi še verjetno kako alinejo teh kerov lahko dodal, ampak kot pravim, gotovo bi zopet kaj pozabil. Se pravi, vreme bo, zabavno bo, pestro bo in še enkrat vljudno vabljeni vi in seveda vsi, ki bodo imeli takrat idejo oziroma razmišljanje, kam v soboto dopoldne, definitivno na letošnje Podobe. Program Podob bistriških domačij so predstavili Srečko Rajh, kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Metka Cesar iz Društva zeliščarjev Hermelika, Anja Zamuda iz Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica, Rebeka Potočnik iz Otroško-mladinskega društva Fridina Mišnica in Daniel Zorko iz Rica Slovenska Bistrica. Na novinarski konferenci, ki jo je vodila Jana Jeglič, so napovedali še nekatere ostale dogodke in prireditve, s katerimi vstopamo v letošnjo jesen. Darja Kušar iz Ljudske univerze Slovenska Bistrica je med drugim predstavila dogodek Mediji in algoritmi. Janko Mlakar iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica je povabil na praznovanje 70-letnice Gasilske zveze Slovenska Bistrica, Vida Lipoglav na prireditve ob 75. obletnici delovanja Društva upokojencev Slovenska Bistrica, Aleš Juhart iz RTC Trije kralji pa na drugi kolesarski skok na Tri kralje.